Boštjan, kjer film je najboljši vseh časov? To sem vedel, da me boš pač vprašal. Jaz sem dnevno tako zasičen z vsemi filmi, da nimam enotnega odgovora na to. Lahko pa naredim samo pač kratek pregled, kateri nek tipi filmov so meni všeč. Meni so strašansko všeč filmi, ki imajo neko noto absurda. Od takih malo bolj art house, tukaj v zadnjem času, nemški film Toni Erdmann, irski film Duša toka, ki je bil tudi na Lifu v Ljubljani, do večina filmov bolj slavnega hollywoodskega Tarantina. Recimo Tarantino je en avtor, ki meni s tem absurdom strašansko blizu. Malo so zanemarila formo serij, ki je nekako ta film, kar dosti veliki meri neko simbiozo ima. Tako da tle recimo sem naredil tudi par stvari, je bilo v zadnjem času par serij, ki so mene pustile tako, so se mi res dotaknile. Angleška serija Adolescenca, ki res reflektira te naše družbene odnose ful močno in ker z njo vsaka epizoda je en kader in se dogaja v realnem času, kar je meni genialno. Potem že klasika Handmaid's Tale, ki sem si ga pač pogledal po parih letih, v tem, ko je šla, pa sem vse sezone pogledal praktično na duše, ker mi je tudi res, se mi je emocionalno dotaknilo, ker reflektira neke odnose, ki zdaj prihajajo v Ameriki, tudi delno v Evropi. Potem pa še zmeraj, mislim, da festivali, kot je Cannes, tisto, kar dobi Zlato palmo, je običajno kar en tak sweet spot med avtorsko močjo, radikalnostjo in med neko komercialno uspešnostjo. Canneski festival. Canneski festival, recimo Parazit, korejski film, je tak Triangle of Sadness, potem je bil Shoplifters, japonski. Tukaj imamo eno anekdoto in to je ta, da sem bila z režiserjem Žigo Vercem, sva šla takrat z enega filma na drug, v glavnem. Jaz pač nisem uspel iti med obima filmoma na WC in kao gremo na te Shoplifterse. In jaz, film traja. Azijski film imajo pa to dramaturgijo, da se na koncu razplete. Veš, ti film nekaj ne veš, gledaš in pol dobiš razodetje. In jaz sem rekel, dober, ta film, ne vem, niti dober, zakaj grem jaz na WC, 10 minut pred koncem filma in 10 minut pred koncem filma se vse ključno razodene in film dobi Zlato palmo. A jaz sem ključne stvari spregledal, ker sem pač šel na WC, ker nisem mogel več zdržati, ker v Cannesu je za te filme čas res gužva in to je iz enega filma na drugega, pa različne so kinodvorane in to je še kar divje. Potem ta, recimo, The Zone of Interest je ben tak ful drugačen film o ženi komandanta nemškega taborišča, ker je narejen kot igrani observacijski dokumentarec, tako ful, men zelo radikalen, The Anatomy of Fall je tudi tak in tako na zelo subtilen nivo, tako res mojstrstvo in scenaristike in režije in končni, mislim, vse je pokrito, tako da so to zdaj, potem pa ko sem že prej omenil za slovenske filme, ki se tudi meni ljubi, vmes je ta naš Balkan. Jaz sem imel kot zmeraj ljubitelj filmov Srđana Dragojevića pa Slobodana Šijana, dveh srpskih legendarnih režiserjev. Imam čas, da se v bistvu koproduciram zdaj z obema. Slobodana Šijana zadnji film Bodi Bog z nami je bil tudi zdaj imel premiero v Portorožu na festivalu. Od Srđana Dragojevića, Mednarodni dan žena, je pa film, ki smo že dobili podporo v Sloveniji, tudi v Beogradu sem bil par tednov nazaj, tako da se naj bi v letu 2026 tudi snemal, tako da to mi je tudi veliko neko tako veselje delati za nekimi takimi legendarnimi. Je pa tako, jaz kot producent sem toliko izpostavljen taki masi filmov, da jaz, da bi rekel, da imam en najboljši film vseh časov, ga nimam. Priznam pa, in to mogoče komu malo tako čudno, ampak jaz sem
toliko obremenjen z anatomijo filmov, z vsemi težavami, vsemi pritiski, stresi, financami, z vsem, da jaz, ko pridem včasih domov, da bi začel gledati film, pa ste normalni, mislim. Jaz raje gledam YouTube klipe o, ne vem, o testih smuči, pa o mačkah, pa o, ne vem, določene te pač vlogere spremljam, ker mi meni to bistveno bolj sproščujoče. Ker enostavno nimam emocionalne kapacitete včasih gledati. Ja, seveda, zate je to posel. Ja, jaz, ko greva z mojo partnerko na Tašo v Cannes na festival, pa sva tam včasih tudi po 80 dni, imava lahko 40-50 sestankov, pa če nam 1 do 2 filma uspe pogledati, je to že uspeh. Za Berlin bila identično. Tako da, ful je težko, če si ti enkrat to globoko v tem upet noter in ti tudi to dela stres in vse skupaj, včasih je skoraj nemogoče gledati čisto sproščeno nek film. So pa recimo, evo, jaz po jutrašnjem v Varšavo potujem, poljski film Dziki, prevodil mi tudi Divji, ki je bil v večjem delu sniman v Sloveniji, točno pred enim letom. Tam smo bili mi oziroma naša firma Studio Vec, kot temu se reče servisna produkcija, mi smo pač poskrbeli za vse snimanje v Sloveniji, lokacije, del ekipe in tako naprej, ne. Po enem letu in po vsem stresu, ki smo ga dali čez, od tega, da glih takrat na veliki planini je padel dež in veter pihal in bila megla, ker je za film super, ampak ekipa je bila skoraj pri tem, da naredi upor, ne. Bom z veseljem recimo po jutrašnjem začel v Varšavi na premieri pogledal ta film, ne. Ampak sem rabil malo emocionalne distance, ker to je bilo res, to je bilo divje, no. Tudi Poljaki so tukaj zdaj, ali to reče, da so tako delovni, ali pa kakšno drugo besedo uporabiš, ampak se ne upošteva, ki je dost urnikov, koliko ur na dan, 1 uro za kosilo tam ni obstajalo, da so pač, tam so catering prinesel za jesti, so si pograbili, pa naprej se je snimalo, ampak mi bo pa veliko veselje videti del ekipe spet in pogledati, kako film se pravi. So te trenutki, je občutek zadoščenja, seveda je pa res, da čist neobremenjen, pa ne moreš več biti enkrat, ko si toliko upet v to. To je tako kot, ne vem, si predstavlja nek športni trener nekega športa in gleda, ne vem, prenos tekme, ne. On je drugače gleda, kot ostali, ne. Isto, kaj z Brad Pittom, ne? To so izjemno dobri igralci skriti v izjemno lepih movie stars. Za Pitta rečejo, da je character actor stuck in A-lister's body. Čakaj, za Pitta? Za Brad Pitta. A ja, ja. V bistvu, to, da je bil ta lepotec cele 90. mu je v bistvu do neke mere celo škodil, ko smo ga, vsaj moški smo dolg rabili, da smo ga začeli resno imati, šele v kakšnih 12 Monkeys pa tako naprej je pokazal, koliko neverjeten igralec je. In pa imamo tle naslednji film Fight Club. Aha. Je bil pa sam ultimativno cool. In to je spet Fincher, ne? Spet. Ja. To je še en Fincher in en Pitt. Vsaj dvakrat. Ja, Fincher pa Pitt se dvakrat pojavita v tandemu. Očitno je to tisto, kar res pri meni zmaga. Ta film je sam ultimativno cool in ta film je samo nekaj, kar vsakič, ko bom videl, bom gledal. Če bom pretikal kanale, pa bom videl, da je Fight Club, ga bomo pač gledali. Ja bi ga. Yeah. Ne vem, meni je blizu, I love it. In ja, pristal je zato na 3. mestu in na 2. mestu je naslednji zelo obvious choice in to je Pulp Fiction. Če govorimo o tem, o vplivu, a ne, pa nekaj novega pa to. Ja. Vplival na cela 90. Vse, kar je sledil temu. Vplival na to, kako, ne vem, jaz pišem like in dialoge. Vplival verjetno tudi na rane. Ne, če tako pomisliš. Definitivno je... Imam ful rad tudi Jackie Brown. Se mi zdi, da Jackie Brown je zelo... Z leti mi postaja celo... ljubši kot Pulp Fiction, ga rajš pogledam. Ampak moramo pa priznati Pulp Fictionu pač kulturni vpliv
Ne samo filmski, ampak kar kulturni vpliv, kakšna bomba je to takrat bila. A je Jackie Brown iz istega vesolja kot Pulp Fiction? Ne, Jackie Brown je v bistvu njegov edini film, ki ni iz njegovega vesolja, ki je po knjigi Rampage. Okay. Se pravi po Rampage romanu. In to je edinkrat, da se je on lotil nečesa, kar ni njegovo avtorsko. Je pa napisal 2 filma, ki je pa ni on režiral. Se pravi Natural Born Killers pa True Romance. Ki se pa obema pozna. Mislim, tako, če bi sam scenarij bral, bi vedel, da sta njegova. Zdaj mi je po bistvu zanimivo, ker zdaj je pa napisal, to je pa ne, Ultimate Film Bro Fantasy, kaj se je pa zdaj zgodilo, je pa napisal sequel za Once Upon a Time in Hollywood, ki ga pa ne bo on režiral, ampak ga bo Fincher. Wow. Pa Brad Pitt igra. Ne, to je pa tako, kot da bi nekdo moj seznam vzel, pa bi rekel, da si zmislil si, kaj bi hotel, da se zgodi, pa se tako, ajde, da vidimo to. In to je že v predprodukciji? Ja, to je že v produkciji, to se že snema. Ja. Wow. Tako da, ne, to pa bo. Zdaj smo pa na prvem mestu in na prvem mestu pa zdaj, ne, če Citizen Kane nisem gledal, pa ne more biti on, je pa definitivno za mene ni zdaj to film, ki ga bom vsak dan gledal, ampak moramo pa priznati, da je še vedno najboljši film, ki sem ga kadarkoli videl, to je Odiseja 2001. Stanley Kubrick. Ja. Kubricku pač, če njega ne dam na seznam, sem heretik in mislim, da pa še kar na prvo mesto. V bistvu je hecen, ko si me ti klical, jaz ful rad berem te knjige o filmu, o režiserjih, tako naprej, drugač premal berem, ampak to pa rad berem. In trenutno lih Kubricka berem in ko si me klical, sem lih bil na sred knjige, ker je Odiseja 2001. Tako da praktično, ko si mi napisal, kaj bo tema, sem imel knjigo pred sabo, odprt sem bil tako, sploh ne bom razmišljal, ker je bil znak. Že tako bi to zbral, zdaj pa samo še dodatna potrditev. Mislim, če govoriva o tem, o vplivu. Če greš gledati film Interstellar. Nolan, ne? Ja, to je 90% vse še vedno isto kot Odiseja 2001. In dizajn, se pravi, scen in teme. In tudi na koncu to, ko on gleda nazaj, pa ta iluzija časa, pa vse teme, ki v bistvu prihajajo še vedno iz Odiseja 2001, ki je iz leta 68. Se pravi, on je ta film posnel 1 let pred so ljudje na Luni pristali. To je unbelievable in zdaj pač koliko smo že, da nam narobe zračunal, koliko desetletij od tega. Ja, to bo zdaj 60 let. No, in ko pogledaš en Interstellar in je tako, še vedno se po istem blueprintu, se pravi Nolan, ki je največji vizionar, ne vem, našega časa, filmski, ne vem, da nam zdaj Cameron kaj užalijo, ampak Avatarjev lih ne maram. Še vedno potem, ko gre gledati, ko gre delati nek film z relativno podobno tematiko, ne more izumiti nič novega od Odiseje 2001. Takrat se je pač nekdo prvo resno, se pravi, predtem se je science fiction je imel zelo tako kot to je bilo nek tak, to je bil pulp. To niso bile resne zadeve in v bistvu on je prvo resnejšo naredil in to naredil tako resno in na takem nivoju, da je to še dan standard. In tudi, ko gledaš vse, ko gledaš Star Wars, ko gledaš Aliene, kako je dizajn setov narejen, črpa iz tam koncu, o čem se danes pogovarjamo, o AI-ju, o tem, a bojo računalniki. Ja, tam je bilo tudi, tam je hell. Da je računalnik preprečil unim dvema, da bi ga ugasnila. Ja, računalnik se je zavedel sam sebe bil in v bistvu on je iz usti ma je bral in je ubiti jo je v bistvu probo, ker je vedel, da ga hočeta izklopiti. Zdaj, ko pa 68. Ja, vizionarsko. Koliko nazaj in danes se s to problematiko ukvarja. Se pravi, problematika iz tega filma
je šele, ne da je bila vmes, šele zdaj je aktualna. Se pravi, to, s čimer se ta film ukvarjal, se vmes pa 60 let nismo, ker nismo imeli težav z AI-om, imeli smo filme, imeli smo Terminatorje in tako naprej, ampak ni se pa to še zares zgodilo. Zdaj se šele lahko to zares zgodi, se pravi, falil je 25 let, ne, nismo se 2001 s tem ukvarjali, ampak zdaj se pa počas bomo. Blueprint za filme, blueprint za življenje, v bistvu čist je bizarno, kaj vse je ta film postavil in še danes, ko ga gledaš za nekaj iz leta 68 sploh ni dated, no. Zadeva stoji izjemno, tako perfekcionistično narejena, da sam kapodo. Top 3 so komedije. Ja, v bistvu sem velika fenica komedije, tako fuljo zagovarjam. Tudi kot čist pravo umetnost, no. Mislim, ni tako, da zdaj zagovarjam samo razvedrilo in po mojem so dokazi glih tle. Recimo Zabava na 3. mestu, v režiji Blakea Edwardsa iz leta 68. To je ena taka zelo konceptualna mojstrovina v žanru fizične komedije in posneta skoraj v celoti v enem prostoru. Ne skoraj da v real timeu, ne čist, ampak tak je občutek. In Peter Sellers igra, pač ta znani britanski komik, kot Hrundi v Bakši. On je pač nek indijski statist, ki skuša uspeti v Hollywoodu, potem razstreli neko hollywoodsko produkcijo in unič, ne vem, pač celoten set. Potem ga pa tako po nekem naključju povabijo na neko elitno hollywoodsko zabavo. In ko on tja pride, pač malo po malo, korak za korakom unič celotno hišo in celotno zabavo. In pač to je spet težko ubesediti, koliko te tak film lahko usrečno. Potem on je outsider v zahodnem svetu, pač on prihaja iz Indije, iz vzhoda, pa outsider je v svetu hollywoodske elite, ne, kot pač ta statist, tako vse, mislim, tako je nepomemben. No, in na koncu se ta film zelo stopnjuje in se prelevi v nekakšne saturnalije in na zabavo pride slon in hiša je polna pene in vsi so popolnoma zamenjajo svoje vloge in kar naenkrat potem on tudi pristane za eno lepotico in skratka je srečen konc. Tako, ful lep film, no, v bistvu. Ja. In pač res izjemna komedija. Na drugem mestu je Ninočka. Mora biti tako, moj najljubši režiser filmski je Ernst Lubitsch. On je ustvaril romantične komedije, predvsem pa tudi muzikle v 20., 30. in 40. letih. Je mogoče malo manj znan, kot kakšen Billy Wilder ali pa Chaplin. Ampak vendarle je bil za časa svojega življenja ekstremno cenjen. Tako mislim, prav Lubitša so klicali, ne vem, kralj komedije, kralj, tako. In jaz ga tudi zelo cenim in nisem nekako vedela, kater film bi dala, ker se je bilo zelo težko odločiti. Lahko bi dala Težave v raju ali pa Biti ali ne biti. Pa sem se odločila za Ninočko, ki je nekako po mojem en vrhunski primer sofisticirane romantične komedije. Se pravi, tako na hiter bi to pomenilo, da to ni romantična komedija, ki govori samo nekaj o čustvih, pa se samo nekaj heca, pa tako, ampak je romantična komedija, ki pač res temelji na dobri zgodbi, pa na zelo umetelno spisanih dialogih, tudi scenah. Pa ki poleg vsega, ne, kar je v bistvu Lubitscheva nekak specifika bila, je pa to, da združuje še neko politično satiro. V bistvu govori on je v bistvu iz sveta kapitalizma, živi v Parizu, ona igrajo Greta Garbo in to genialno jo igra, pa je sovjetska komisarka in zastopa komunizem. Tako da to je noro, kako v bistvu je uspel Lubitsch tudi v par vicih in skozi tudi njuno ljubezensko zgodbo nekako vse nasloviti tudi, kar ta velik spor ideološki.
komunizem in kapitalizem. Predvsem pa to inteligentan humor. To so take šale. Mislim, da je tudi napisal scenarij, oziroma so napisal Billy Wilder. Tako da, to bi bila moja druga izbira. Zdaj pa, najboljši film vseh časov? Drumroll. Nimate drumrolla. Lahko ga dodate kasneje. Bomo nasneli. Tako zelo tehno sem razmislila. Edini, ki je nad Ljubičem, je Chaplin. Tako da mora biti Charles Chaplin. Ampak spet, kateri Charles Chaplin? Pa sem izbrala tako mogoče najbolj klišejsko in vsakdanjo izbiro. Luči velemesta. Luči velemesta so se že večkrat znašle na zelo velik seznamih najboljših filmov vseh časov. Recimo, našla sem prav, da so za Luči velemesta rekli, da je najboljši film Orson Welles, pa Stanley Kubrick, pa Andrej Tarkovski, pa Robert Bresson, pa Fellini, pa Woody Allen. Tako da Luči velemesta. Zdaj smo že top 3, če to mora biti zaporedje. La Vita je bela. To je Roberto Benini, ne? Benini. Čustva, življenje. Jaz sem zelo, zelo čustven človek in tudi ustvarjanje, kar se tiče kreativnosti, vse to, kar smo prej govorili, mene pač to najbolj pomembna stvar. Ok, storytelling, vse mora biti, ampak ti moraš, ne, in ta italijanska kultura, glasba, hrana, ta spet čustveni del, neverjeten film in sem tudi velik fan italijanske kulture, tako da mora biti tukaj. La Vita je bela. Ok. Pa tudi fajn je, če bi to obdržali pol v življenju, ne. Pogledaš film in tako, sam res življenje je res lepo. Sam pa pozabiš, ne, pa ko šel v službo, pa priješ dan, pa je konc, pa ni več lepo, ne. Tako da to moramo... Se mora biti tudi odtenki, ne. A veš, ne znaš ceniti dobrega, če ni tudi kaj slabega, ne. Ja, se strinjam. Kako je že tisto, mislim, da je arabski pregovor, če bi bil skozi sonce, bi bila puščava, ali nekaj v tem smislu, no. Mislim, če imaš skozi sonce, da je puščava. Ja. Tako, ampak... Ja. Jaz sem študiral v Londonu in je prišel prijatelj iz Havajev, ki je prej študiral na Havajih. London, Sivina, Havaji, sonce. Ja. In je bilo tako, kako je to tam? In je rekel, en let si pa rata pač dolg čas. Veš, ni moraš vsak dan gledati lepo, ne. Mi imamo 4-letne čase. To je noro, kar imamo v Sloveniji. To je noro. Kakšen cikl, sam čakaš, da bo pomlad in te raznese. Kako to raznesel, če bi bila skozi pomlad? Tako. 40 pomladi zapored, kaj? In samo veš, to ne bi bilo. Ne bi te razganjali in tako naprej. Tako da se strinjam, absolutno. Drugo mesto, The Good, The Bad and The Ugly. Sergio Leone, pa Morricone, muzika. Tle, po moje, povezano, zakaj jaz bi to dal tako visoko, ker to se upada z po mojo začetno fascinacijo s filmi, ki se je začela dogajati v Londonu. Kupoval sem DVD-je, pol denarja, že tako ga nisem imel, sem zapravil za DVD-je, ki sem jih pol po eni škatli domov spravil. Mislim, kaj čem danes s temi DVD-ji, koliko so to enega denarja, grozen. In ta trilogija, muzejski primerek. In ta trilogija, ki sem imel tam v uni sobi, veliki 5 kvadratov, te 3 DVD-ji, to je bilo, mislim, noro. In kako je lahko, mislim, kako lahko Italijani naredijo najboljše westerne. To mi je tako fascinantno. Kako lahko Karel May v zaporu v nemškem piše o Indijancih, kako se je una stopinja poznala. A veš, tako, meni je to bilo noro, no? Ampak ta estetika spet, pa muzika, sem pač enostavno bil fasciniran nad temi kadri, dolgimi pa obraz. Ja, pa spet muzika, ne? Tlele je kar nekaj tazga, mislim, Morricone, vse vemo. To se včasih sem se igral s tem, zdaj to naredil, da zamenjaš muziko. Ne, a v filmu? To moraš enkrat narediti, ja. To moraš, mislim, a veš, da daš na mute,
Pa daš pol, ne vem, na neke totalne trilerje, daš neko klasiko. Ali pa kontra, veš, na neke full lepe, daš neko scary musko. In je tako, veš, ti imaš tam romantično komedijo, vse štima. Daš na mute, daš musko iz enega trilerja. In se spremeni film. Kva bo zdaj on naredil? Ista zgodba, ista scena, ista igra, vse isto. Muska, noro. A zdaj smo prišli do najboljšega filma. Ja, če že moram, ampak to disclaimer je, da mi roko zvijaš, da moram izpostaviti tega enega. Pač Boter, Godfather. Okay. Kaj hotel si še nek suspense stvar? Ne rabaš reči, da je najboljši vseh čas. Vse ne bom rekel. Ja. Jaz sem jih naštel mojih 12. Okay. Ja. Evo, mogoče, da so si malo stopnjevali. Predvsem na začetku tisti so pač imaš nekaj zapovedati, tle pa ni več toliko zapovedati, ker enostavno kot sem rekel za The Good, The Bad and The Ugly, pač Boter, no. Ne vem, a si ti videl slučajno Robert De Niro pa Al Pacino? Irishman? Ne, itak filmi, tudi tega, Moncler, reklama, črno-bela. Ne, nisem videl. Pač koliko sta ona dva zdaj, 80 plus. Ne? Ja, nekaj tazga. Ja. In je, ne vem, zdaj, ki so te reklame, ki niso samo reklame, ampak je zgodbica. Ona dva sta, kako je že tagline je Warmer Together. Mislim, ker Moncler je ta brand za zimsko oblačila, ne, črno-bela, ona dva se takole za mizo usedeva, kam midva. In si takole roke data. In se takole primeta za roke za obe. In pa kamera kaže une zgubane roke in pa ga vpraša, in kako skaj? Greš ti Al Pacino, Robert De Niro in ona dva sta, dejansko sta prijatelja, ne? Ker jih spremljam, ker je totalno fan. In ja, tam sta v Botru, pišeta zgodovino igre itak. Glej. Kaj pa Boter 1 ali Boter 2? Je kdaj kjerakoli sekvenca boljša od enke? Tako je. Načeloma ne, ampak sem že slišal, da pri Botru je pa drugače. Sem že slišal tak odgovor. Ne, da je tako. Ne, se imaš prav. Se ni trivialno vprašanje. Sploh ne. Pa sej, jaz v bistvu, kadar takole kakšen tak primer dam, ne. Jaz, ki omenam film, ki zajema recimo 3 dele, mislim vse skupaj. Tako. Jaz sem mislil vse skupaj. Mogoče tle isto. Okay, pride noter pa še valjda se pravi, sorry. Marlon Brando je najprej, pol pride pa noter še Robert De Niro, pa ja. Tako da v resnici je dvojka, ne. Mislim, če bi se mogel odločiti, ker glih to, kar sem prej začel. Zadnji film, ki ga gledaš v življenju. Kaj je? Kjer bi bil? 1, 2? Dvojka. Okay. Ne vem, če se zavedaš, ampak ravno kar si povedal, kjer film je najboljši vseh časov.